kot avto na Ringelšpilu, vse isto dela. Kot na teh letnih sankah, ne vem, Rogla, Kranjska Gora ali pa Pohorje, ko imajo, ne, pač ko potisneš stopalko naprej, greš hitro, potem ko jo spuščaš, bolj zavira, ne. Kot smo hitro ugotovili, so bili naši testni vozniki kar dobro poučeni o električni prihodnosti. Eden izmed njih pa je celo vsakodnevni uporabnik električnega avtomobila. Za mene je električni avto res super izkušnja, zaradi tega, ker je vožnja bolj tekoča, pospeševanje in zaviranje je bolj gladko. Okoli prijetnosti vožnje se je tudi praktično vse skupaj vrtelo na tokratnem testu. Sem zelo občutljiv sovoznik, no. Ne maram unih skokov pa pospeševanj hudih ali pa pri menjavi, zatikanj pri motorjih in to. Da so potniku glava ne opleta gor pa dol, to je pol prijetna vožnja. In če zdaj avto takoj, ko pedal spustiš za plin, če avto takoj začne počepati, to ni to. In prav v tem je srž tehnične izboljšave, s katero Leaf na nek način začenja novo obdobje vožnje z e-avtomobili. Ne bo pa zdaj, če mi spustimo pedalo, on takoj začel zavirati maksimalno možno. On bo počasi pa zmeraj bolj, dokler se ne bo vozilo ustavilo. Tudi če imaš stopalko nekje na polovici, recimo, ne, preden začne zavirati, je še zmeraj nek moment, ko on vozi, ne. Na določeni stopnji, ko sem popuščal gas, sem začutil, preden se je začel bremzati, da je v bistvu avto se vozil, kakor da čist popustiš stopalko od plina. Se je toliko minimalno ustavljal, kakor bi se pri navadnem motorju z navadnimi stopalkami. Je bila malo bolj fluidna, ali kako naj rečem, no. Kaj se tam odzadaj dogaja, kdo komu kaj sporoča, kje se kaj shranjuje. To pa v bistvu niti nočem vedeti. Pri vseh električnih vozilih reduktor v bistvu prenaša moč in to v bistvu kot da bi zavirali s pomočjo menjalnikov. Ampak ta se potem tudi prenaša na vsa 4 kolesa, kjer ima gor še te električne motorje, ki potem pretvarjajo samo energijo nazaj v baterijo za zaviranje. Zdaj nekje maksimalna sila zaviranja z reduktorjem je nekje 0,2 G, karkoli več se pa vklopijo tudi bremze, zavore. Če pa karkoli izjemnega se zgodi, je pa pač, moraš ti sam seveda stopiti na zavoro. Če si dosti naprej gledal, je to šlo, sam dinamiki trenutnega prometa to vedno ne gre. Malo prepozen sva na semafor pogledala, pa je bila rdeča in je bilo treba še zavoro pritisniti. Samo spustiš in se ustavi, no. Sva videla lepo, tudi če je bil klanc dol, je počakal, ker si vse skupaj spustil. Ni bilo tako kot avtomatik. Če že ne drugega, zaradi drugega za mano, to boljš, ko mu štop lampe v glavo nasvetijo. Zagotovo pa se e-stopalke ne veselijo serviserji. Če bi imel samo tega, bi se verjetno, bom rekel, 95% brez zavore prevozil. S tem sistemom se nekako pričakuje tam do 90% manjšo obrabo zavor, kar se je posledično manjši stroški za uporabnika. Seveda pa nov način vožnje zahteva nekaj privajanja. Levo nogo znam odmisliti, bremza, gas pa pač to pa vedno ostaja, ne, in pol si se mogla kontrolirati. Oziroma večkrat tudi inštruktor, da pusti, saj bo, in pa so tako ponosno rekla avto, no bravo. In ne slepimo se. Stikalko vklopa so pri Nissanu vgradili z razlogom. Jaz sem za 2 pedala, pa 1 nogo. Moje mnenje je, da jo spustiš, mora avto jeti. Ko mu ti naročiš, naj se začne ustavljati. Jaz sem vedno bil zagovornik novih tehnologij, še posebej, če so koristne, in meni se zdi, da bo ta res koristila v tem smislu, da bo vožnja manj stresna, sploh v tistih trenutkih, ko je največ avtomobilov na cesti, ne.